Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In poleg tega, če spremljate to kasneje, je res najboljše, da se naročite na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In priporočam se tudi za kakšen všeček in pa za komentiranje spodaj, kaj si mislite o novicah in o tehnični analizi, ki jo bomo danes imeli. Poleg tega, še na to vas moram spomniti, počasi se bliža 100. live. Ja, taka lepa, okrogla številka in za to priložnost sem jaz razmišljal, da bi morda naredili nekaj posebnega. Morda live preko YouTuba, kjer bi se mi lahko pridružili vsi. Edino vprašanje, ki ga imam, je, kdaj bi to za vas najbolj ustrezalo. Ali v jutranjih urah, dopoldanskih, popoldanskih ali v večernih. Tako da bom poskusil narediti tudi anketo, kjer boste lahko glasovali, lahko tudi komentirate. Spodaj vse bom upošteval, da se lahko pridružite v čim večjem številu. Ok, dovolj zdaj o tem. Dajmo mi zdaj najprej pogledati novice. In ta prva novica je o ameriškem SEC-u. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, bolj znana kot SEC, je digitalna sredstva uvrstila med svoje ključne strateške prioritete vse do leta 2030. Regulator želi v prihodnjih letih pospešiti oblikovanje jasnih pravil za blockchain tehnologijo, tokenizacijo premoženja in delovanje kriptotrgov. Gre za pomemben signal, da ameriške oblasti kriptovalute ne obravnavajo več kot obrobnega pojava, ampak kot pomemben del prihodnjega finančnega sistema. Vlagatelji upajo, da bo večja regulatorna jasnost spodbudila prihod novih institucionalnih vlagateljev in pospešila razvoj industrije. Torej, vsaj ena dobra novica na ta današnji črni dan. In naprej imamo tukaj tole novico. Ja, Bitcoin je namreč padel. Bitcoin je doživel močan padec, saj je njegova cena v enem samem dnevu izgubila več kot 6% vrednosti in zdrsnila pod $67,000. No, podrobneje si bomo kasneje ogledali tudi v tehnični analizi. Val likvidacij je povzročil za več kot $1 milijardo prisilnih zapiranj pozicij v milijarda. Nekateri analitiki pa zdaj opozarjajo, da bi lahko Bitcoin v primeru nadaljnjega poslabšanja razmer padel celo proti območju $50,000. Negativno razpoloženje dodatno krepijo odtoki kapitala iz Bitcoin ETF-ov in povečana geopolitična negotovost, zaradi česar so vlagatelji trenutno precej bolj previdni kot v začetku leta. In naprej imamo še eno tako zelo zanimivo novico. Strategy prodal Bitcoin in sprožil spor za $80 milijonov na Polymarketu. Zadnja prodaja Bitcoinov podjetja Strategy še naprej povzroča burne odzive. Tokrat je spor izbruhnil na napovedni platformi Polymarket, kjer je bilo na kocki več kot $80 milijonov stav. Uporabniki se prepirajo glede vprašanja, ali bi moral trg pravilno napovedati prodajo Bitcoinov pred določenim rokom, saj je informacija o transakciji v času zaprtja stave še ni bila javno objavljena. Končno odločitev bodo morali sprejeti upravljalci sistema za reševanje sporov,
Primer pa je ponovno odprl razpravo o pravilih in transparentnosti decentraliziranih napovednih trgov. Ja, zelo zanimiva situacija se je pripetila tukaj. In še zadnja novica za danes bo Clarity Act spet zamujal. V ameriški kriptoindustriji se medtem povečuje zaskrbljenost zaradi zamud pri sprejemanju zakona Clarity Act, ki naj bi določil jasna pravila za delovanje kriptotrga. Nekateri politiki in predstavniki industrije opozarjajo, da bi morebitni neuspeh pri sprejemu zakonodaje lahko pomenil, da celovita ureditev kriptovalut v ZDA ne bo sprejeta vse do leta 2030. To bi bila kar zamuda. Po njihovem mnenju bi to lahko povzročilo odliv kapitala, podjetij in inovacij v druge jurisdikcije, kot je na primer Evropska unija, kjer je regulativni okvir že vzpostavljen. Negotovost glede zakonodaje tako ostaja eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na dolgoročno zaupanje vlagateljev in razvoj kriptosektorja. Ja, ta Clarity Act je kar malo na trhlih tleh. Trenutno bomo videli, kako se bo vse to razvijalo. Pojdimo zdaj na tehnično analizo in mi smo imeli tukaj kar konkreten padec včeraj. Včeraj smo opozorili, tukaj nabirajo se dolge pozicije pri tem padcu in lahko bi padali še naprej. In potem seveda tudi smo. In zdaj se nahajamo tukaj, okoli meje 67 000 in pogledajte, kaj se spet dogaja tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu pri Bitcoinu. Spet ogromno dolgih pozicij, točno tukaj, na tem dnu, kje so se začele nabirati tukaj, pa tukaj, pa tudi tukaj. Tako da stop lossi, tistih, ki so bili previdni, so na meji tam nekje 65 500. In bomo videli zdaj, glede na to, da imamo trend navzdol in se spet nabirajo dolge pozicije, kot nam kaže tale indikator, je seveda več možnosti, da mi gremo pobirati še enkrat to dol in potem padamo tudi naprej. So pa tudi kratke pozicije. Tukaj so ljudje večinoma stavili na padec. To je območje na okoli 69 000, pa vse do 69 800. Tukaj bi lahko imeli stop losse. Tako da, ja, glede na to, da smo zdaj bližji temu likvidacijskemu območju in da imamo trend navzdol, se lahko zgodi, da bomo nadaljevali s padanjem. Dajmo si pogledati zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj je dobesedno tragedija. Mi smo opazovali tole dvojno dno, njegovo neckline mejo, smo jo izgubili in poglejte, kako so bili zdaj biki kaznovani. Tukaj smo označili včeraj še tole trend linijo. Jaz sem včeraj, če se spomnite, v včerajšnji epizodi sem govoril, da bi lahko nadaljevali s padanjem, označili smo tole trend linijo, ampak nisem pa pričakoval, da bomo padli tako globoko. Mi smo zdaj presekali tudi tole trend linijo, tako da tega ni več. To lahko tudi zdaj kar pozabimo. Neckline meja izgubljena, biki kaznovani in tega dvojnega dna ni več. In poglejte, dokot točno smo mi prišli do tega likvidacijskega območja na okoli 65
1500. In zdaj trenutno kaže, da bi mi lahko imeli en odboj, ampak glede na to, da so zdaj biki kar konkretno kaznovani, kaj bi mi lahko zdaj, tukaj samo malo bom jaz probal tale dna povezati. Tako, ja, mi smo izgubili zdaj tudi tole linijo. In kaj smo mi zdaj imeli tukaj? Mi smo imeli naraščajoči, razširjajoči klin. In kaj bi mi zdaj lahko pričakovali? Kako naprej? Biki se lahko zdaj kratkoročno pojavijo in gremo testirati, samo malo, kam so mi šla zdaj ta orodja. Aha, evo. In lahko gremo testirati zdaj tole linijo kot odporno, od katere lahko pričakujemo odboj in padanje naprej dol pod 65.000. Dokot bi lahko bil cilj tega klina? Dajmo od dna pa do tam v novici so omenjali mejo 50.000. Dajmo pogledati. Tukaj imamo mi zdaj preboj. Ja, to bi bila meja 50.000, tam nekje 49.650. Tako da preboj smo zdaj imeli. Mi lahko gremo testirati tole spodnjo linijo tega vzorca, od katere bi bili biki lahko zavrnjeni in potem padamo naprej dol. Zdaj, zgodilo se je že tudi, da smo kar padali naprej dol. Tako da bomo videli, kaj se bo zdaj dogajalo. Kar bi jaz zdaj spremljal je tukaj tale indikator, tudi na 4-urnem časovnem intervalu, lahko vidimo, spet se nabirajo dolge pozicije, tako pri Ethereumu kot pri Bitcoinu. To bo treba paziti, ampak ne še. Po mojem bojo počakali, da se malo več pozitivnosti nabere. Poglejte, kaj se je dogajalo tukaj. Tukaj, točno na tej korekciji, so se začele nabirati dolge pozicije in potem so bili vsi tile, ki so stavili na rast, kaznovani. Tukaj ponavljam, zdaj mi imamo trend navzdol in ljudje frantično zdaj iščejo novo dno. In vsakič, ko mi vidimo tako situacijo, so kaznovani in je to povod, da mi padamo naprej dol. Tukaj sem tudi opozarjal na Ethereum. Ogromno kratkih pozicij je imel, ampak dobro, Ethereum bomo mi potem še kasneje podrobneje pogledali. RSI je tukaj čisto preprodan. Kar bi zdaj čakal, je, da mi naredimo tukaj zdaj vrh in pa tukaj vrh na nekje isti višini, morda celo višji vrh, in s tem bi mi dobili skrito medvedjo divergenco, ki bi lahko pomenila nadaljevanje padanja. Tako, poglejmo si zdaj še likvidacijska območja. Tukaj sem še pozabil osvežiti, da vidimo, kaj se kaj tukaj dogaja. Tukaj so stave na rast, to imamo trenutno na 24 ur stave na rast, in tukaj so likvidnostna območja na 65.800, torej to se tudi ujema s tem, kar smo mi tukaj označili. Je pa ogromno teh likvidnostnih območij, vseh tistih, ki so stavili na padec, in nekateri so bili že pobrani,
tile niso bili dovolj previdni, tukaj na mejah 67 000 in potem naprej imamo še meje 68 400 in pa 69 200 tam nekje. Dajmo pogledati, kako bi se tole ujemalo. Ja, 69. Ta meja, ta spodnja meja, se zdaj giblje točno na tam nekje 69 000 do 70 000. Tako da, če se zdaj malo preobrnemo in če gremo pobirati tale likvidnostna območja tukaj zgoraj, bi se lahko izvršil tale naš medvedji scenarij. Zdaj seveda tudi bikovski scenarij bi lahko bil, če mi prebijemo tole mejo nazaj gor, ampak trenutno je ta scenarij zelo, zelo malo možen, tako da ga bom kar izbrisal. Ok, poglejmo zdaj še Ethereum. Tukaj Ethereum je tudi kar precej žalostna zgodba. Imamo tudi padajoči trend. Pobrali smo vsa tale likvidnostna območja, ki smo jih označili tukaj. In zdaj se spet tukaj na tem dnu nabirajo stave na rast in kar konkretno vztrajajo. Tako da novo likvidnostno območje, ki bi ga lahko pobrali, je tukaj na tam nekje 1810. So pa tudi stave na padec, samo malo tele bom zbrisal, ker niso več v veljavi. So pa bile tudi stave na padec. Tukaj jih je bilo kar precej, kar na temu vrhu. Tako da, če bi se slučajno mi kaj obrnili navzgor, je tukaj glavno območje na okoli 1980. Ampak to je kar precej daleč in trend, kot sem že večkrat omenil, trend imamo mi navzdol. Tako da po mojem bi mi lahko šli naprej pobirati vse tole dol. Ima pa Ethereum ogromno likvidnosti za navzgor, tako da enkrat, ko se bo obrnil, enkrat se bo moral, bi znal kar eksplozivno reagirati. 4-urni časovni interval za Ethereum, to mi lahko kar vse zbrišemo, da nam ne smeti grafa. Tukaj smo označevali tudi bikovske divergence, ki so bile zdaj ravno pred kratkim izničene, zaradi tega, ker je RSI naredil nižje dno in smo tako izničili vse tele bikovske divergence. Kaj bo treba zdaj spremljati? Ja, tukaj smo že označili tole likvidnostno območje na okoli 2150 in tukaj se je vse skupaj zdaj preobrnilo in stavijo večinoma bolj na rast in pri temu dnu so se stave na rast spet povečale in počasi prehajamo v prenakupljeno območje. Očitno ljudje vidijo, da je RSI dosegel preprodano območje in nakupujajo v tem območju, kar je napaka zaradi tega, ker preko RSI-ja lahko delamo še divergence in padamo še naprej. Tako da to je treba zelo paziti. In tudi tukaj, kar se tiče Ethereuma, kaj bo treba zdaj spremljati, če bomo mi naredili kakšno skrito medvedjo divergenco. Torej, tukaj imamo tale vrh in da v gibanju cene naredimo nižji vrh, medtem ko RSI pa pride do tele višine in naredi vrh na isti višini ali pa morda celo kakšen višji vrh. No, zaenkrat so se biki kar pojavili
In ja, to bi bil po mojem kar mogoč scenarij. Imeli smo tole likvidnostno območje tukaj spodaj, na okoli 1760 pa do 1810. Tega območja smo se zdaj malo dotaknili, ampak po mojem bomo mi šli zdaj še globlje dol notri v tole območje. Tako da to bi znalo biti še kar precej zanimivo. Kot sem rekel, paziti bo treba zdaj spremljati, če bomo mi naredili skrito medvedjo divergenco. Nikoli se ne splača nakupovati in gledati RSI, oziroma nakupovati v preprodanem območju zaradi tega, ker mi lahko gremo preko divergenc še naprej dol. Po internetu sem videl ogromno videov, kjer priporočajo nakupe, ko pride RSI v preprodano območje, kar je napaka. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz upam, da vam je bila tale epizoda všeč. Če vam je bila, pritisnite všeček, to zelo pomaga tudi pri algoritmu, da priporoča tudi drugim ljudem, da si ogledajo tale video. In seveda to bomo spremljali tudi še naprej. Če bo še karkoli novega, bom jaz to dodatno obveščal preko Patreona. Tako da, če se mi želite pridružiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa, če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa tudi komentirajte spodaj, razvijajo se zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep deževen dan še naprej. Danes je sreda, 3. junij, to sem pozabil povedati na začetku, se moram vsakič spomniti na začetku. Želim vam lep dan še naprej in se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!